Mislim, ko že govorimo o nespecializiranih projektih, ki jih je delal Gaiden, en zelo zanimiv projekt, čist oddaljen od naših standardnih projektov. Med letom je bil intervju z Anime Superstars, solisti tega simfoničnega orkestra. In ta logistika tega intervjuja. Ne samo, da je bil naš prvi intervju, več prvih stvari je bilo. Naš prvi intervju s to zasedbo na internetu, ker Anime Superstars, spravi simfonični orkester crossover z anime songi, je v bistvu začel svojo turnejo v Ljubljani. In jaz v bistvu sem želel delati z njimi intervju, ker je bila v bistvu to prva skupina v Sloveniji, zares, ki je bila malo večja povezavi z anime. To je res. In najprej smo v bistvu kontaktirali, mislim, mogoče smo o tem celo govorili, ampak organizatorje tega dogodka, organizator pač ni želel, da se dela intervju z njimi, zato sem potem kontaktiral neposredno njihovo solistko, ki je bila pa... Ko ni znala angleško. Exactly. Tisto si... spravi... kaj že vas je, ne? Jasja oziroma Jaroslava, ona je bila edina izmed trojice, ki ni bila preveč vešča v angleščini, ampak je bila takoj seveda bomo naredili intervju, zelo takoj. Tudi njihov producent je bil zelo vesel. Mislim, da na začetku so bili vsi proti, pa tako, bili so veseli, da se nekaj dogaja, ampak niso nič pričakovali od nas. Mislim, mi smo neki youtuberi, kaj pričakuješ, tam ena kamera, pa tako, oprijemo tja, z njegovo opremo tam, ljudje so samo bili, a to imate res se vi. Oni so res mislili, da smo mi neki vlogeri, studijska hiša, mogoče neki streameri z iPhoneom in to je to, mi pa pridemo s celotno opremo in smo dejansko toliko opreme prinesli, da smo mogli poriniti njihov rehearsal gear, ta vadbeni, ki so imeli stole in ko imaš orkester je polno nekih stolov. V tisto njihovi vadbeni sobi smo mogli vse poriniti nazaj, zato da smo naredili kuliso za naš intervju. Pa še zdaj ne morem verjeti, Marko, kak si se ti znal tako pogovarjati z ljudmi tam. Tisto, ko smo mi dva postavili, jaz nisem dal kaj tam dela, jaz po pravici, ali se naj s tabo tam pomagam pogovarjati, ali kaj, nisem se upal, mene je bilo strah. Jovan, kaj imaš za mene eno delo? On mi da kamero v roke, veš, slike na okoli, ker on ve, kaj postavlja. Mi smo zelo specializirane vloge. Jovan je seveda skrbel za snemanje in za kamero in za vso to opremo. Jaz sem nekako tam deloval kot producent naše ekipe, to je pomen, da sem povezal vse ljudi skupaj, jih nekako onboardal, kako bo intervju potekal. Jaz pa Burek, da je zgledalo, kot da nas je več. Ti pa si v bistvu imel kamero na sebi, zato da smo imeli behind the scenes slike. Jaz sem pa sodeloval na predhodnih pogajanjih. Ti si bil moralna podpora. I felt dango. Ta predhodna pogajanja so bila tudi zanimiva, ker smo prišli tja, ker sta prišla ta dva človeka tako this is some kind of suspicious. Res? Ampak, njihov glavni producent oziroma menedžer plus mogoče še njegov asistent sta nas povabila na en, kako bi rekel, sestanek. Ampak ta njegov asistent je tako zelo kot nek delavc, tako... Casually sta bila oblečena. Exactly. Nisem se seba casual, ampak tudi deluje tako nek delavc varianta, tako že ful zdelan pa... To pa ja. Mislim, predstavljam si... Zrcam, da je bilo naporno za njih. Ker to je ukrajinska zasedba, predstavljam si, da niso imeli veliko časa za asimilacijo v naš okolje in vse. Verjetno so ravno prišli na tisti dan, ko smo mi opravljali intervju, mogoče en dan prej in potem je zadeva že mogla potekati z intervjujem. Jaz sem jim sicer poslal vprašanje 2 tedna prej, ker je bilo spravi spet neko producentsko delo, spravi, da sestavimo vprašanje, pošljem prej, da z njimi nekako uskladim, da so vsa vprašanja on point, da lahko na njih odgovorijo. Tako da oni so že prišli pripravljeni, vedeli so, kaj bojo odgovorili. Ampak potem, ko je dejansko potekal pogovor... Nič niso vedeli. Ne, so bili pripravljeni. Problem je bil, da sta odgovarjala samo... ta scena, samo ena, spravi Elias in, pozabil sem njeno ime. Miyoko?
Mijoko, ne, sta odgovarjala na vsa vprašanja, Jasja pa niti na enega. In potem smo tako 20-30 minut v intervju in mi se Elias tako do mene, Jasja še ni nič rekla, ne. Samo tukaj stoji, pa nič še ni odgovorila. In jaz pa sem že šel skozi vsa vprašanja skoraj, in nisem, kaj naj jo zdaj vprašam. In sem literally, mislim, da 15 minut preden smo odšli na ta intervju, sem imel še nekaj backup vprašanj, ki jih nisem vadil, ki jih nisem vedel. Tako da sem imel en papir, tako 20 vprašanj mogoče, potegnem ta papir približno ven, tako v milisekundah. Veš, ker nočeš kot intervjuer imeti papirja pred sabo, pa jim brati vprašanja, ker ne zgleda preveč personalno. Jaz hočem imeti pač tak naraven pogovor. Tudi v vseh podcastih imamo v bistvu tak bolj naraven pogovor. Želimo zvedeti o gostu bolj kot o osebi, ne o samo o njihovem delovanju. Vse to na pamet naučiš. Ja, in na tak način. Potem sem pregledal tisto, kot nek Iron Man si tako dal tisto glavo. Split second decision making. Za 5 minut sem imel fotografski spomin in sem vedel točno, kaj želim jo vprašati. In potem smo nekako še z njo smo dodelali v ta intervju. Je pa zanimivo, da tudi dan potem, je pa mislim, da en dan po intervjuju se potem to dogajajo dejanski koncerta. Dan, dva. Čakajmo, je bil en dan, ali nekaj takega. Ker ful sem bil presenečen, kako je hitro lase menjala ona glavna pevka. Čist drugače izgledala, kot pa na intervjuju. What the hell? Ja, tudi na odru so imeli čist drugačno energijo. Noro je bilo. Vesel sem, da je bilo. Ful dobra produkcija je bila. Zelo vesel sem, da je bila polna dvorana, tudi da so imeli pač, da so dobili ta vibe nazaj. Smešno je še, da preden sva Gregi šla na ta koncert, jaz nisem imel še obleke in sem bil like, se to greš samo v trgovino, dobiš obleko, ampak naučil sem se, da ko kupiš obleko, ti nikoli ni prav in moraš vse tailor-made, da ti potem stoji na sebi. To je bilo direktno po intervjuju, jaz sem že zmatran, tako, gremo še pogledat, ker še tako smo mogli jesit, gre Marko tja 4 ure, preden je vse šlo skozi. Še prav čak malo, a sta probala Primark prvo? Ne, Primark bi mogla probati. Primark ima tailor-made. Ne tailor-made, ampak imajo veliko takih primed, ki ti pač pašejo približno, po mojem. Jaz sem šel CC-ju, ali kaj je že ona finta. Kam sta šla potem vidva? Meni se zdi, da meni nič ne paše, ker imam kratke noge. Boljše, da ne pove. Šel je pač nekam za obleko. Ne, to, ampak tako. Ne, šla sva v Emporium, right? In v ta, kaj je, Boss trgovino. No, mislim seveda ti bodo tam pač ponujali potem pač tailor-made obleke, če je Boss. Ne, moj point je, da niso imeli, da je bilo zelo težko najti. Tam priješ sam z narjem. Tam te vzamejo, tam te pa zmerijo. Jaz sem prvič v življenju to doživel, njega so pravo Final Bossa spreminjali. Jaz sem se tako počutil out of place. Ampak nobena obleka mi ni bila prav in potem oni imajo v tej trgovini neko točko, kjer imajo noter šiviljo. In ta šivilja je potem priredila to obleko, da sem lahko, da je v bistvu skrajšala hlače, ampak ne zares, samo nekakih polika in potem ti jih tako skrajšal. In potem kasneje sem še poslal zato, da jih je dejansko zrezala in vse take stvari. Ampak zato, da sem lahko obleko en dan kasneje, je samo naredila nek, ne rečem, cheat code. Zato, da sem lahko prišel v to obleko. Samo razočaran sem za tvojo kravato, kak si jo zavezal. Marko. To bi mogel YouTube. Ti si imel fenomenalno zavezo. Jaz sem naredil si Final Boss. Jaz sem vedno uporabljal en vozov in cel svoj life. Čist Marko zgledalo. Jaz na mene triki šparam za take okejžne. Poroka, ko bo padla. Ne to, pač kadarkoli. You know when it's time to use a tie. Jaz tu samo 2, vem, pa greš na internet, pa najdeš 100,000 si like, tisti, ko hočem. Ampak tako malo se moraš potruditi potem to, da se naučiš, da imaš potem to. Tako da Marko v glavnem nauči, kako se zvezati. Windsor, ali pa pol Windsorja, vsaj. Kaj to pomeni sploh, Windsor? To je pač vrsta vozla. Kak je debeli. Mislim, da je polovični Windsor je tako najbolj... Windsor se imenuje zaradi tega, ker je kraljev
kralj si je zmislil pač ta način. That's why Windsor. Okay. Tako da naš prvi intervju, naš prvi koncert, zanimiv je bil, res je bil dober, moram priznati. Mislim, ful je bilo fajn, mislim, se to je bil tak prvi proper anime koncert pač v Sloveniji. Pa ne, prvi proper Gaiden, taka zadevca. Ne, to že, ampak tako pač prvi proper anime koncert se mi zdi v Sloveniji, ker so bili res samo anime songi. Ja, pa ne vem niti, kako bi ga pomenoval, ker ful sem bil zmeren konstantno. A je to tisto simfonični orkester, ko si pri miri, pa poslušaš, pa si, Jaz bi rekel, da je ampak oni so nas hoteli dvigniti. Bliže rock koncertu je bilo. Ful, ker so hoteli, da delamo in... Ja, pa simfonični orkester je bila spremljava. Ja. Medtem ko te pevci so pa delovali kot neke pop zvezde. Kot da nas hoče, idoli. Kot idoli, ja, dejansko, pač Miyoko je ful kot idoli spadla. Ja, dobro, jaz sem se te že tako spraševal na začetku, tako na pol, ima to kakšne azijske korenine slučajno, ker se je res ful dobro pač našemla. Ko sem videl, kako je drugač izgledala, ko si ti pač rekel, čist drugač na intervjuju, pa potem na stageu. Točno tako. Je pa zanimivo, da... Prosim, pridite nazaj v Slovenijo, prosim vas. Ker zdaj mislim, da imajo že drugo turnejo, ampak so izbrali lokacije, mislim, da bolj... Ker je anime bolj popularen, prav Nemčija, Francija, takšne... Slovenija še more zrasti v anime community, zato pa moramo spraviti gor, let's go. Ne vem, če imamo sploh možnost zrasteti, da bi bili relevantni za industrijo, za glasbenike. Anime fanov, that's the goal. Če bi lahko zbrali 10,000 oboževalcev, ki so pripravljeni konzumirati ta material, ampak to moraš imeti zelo, zelo povezano skupnost. Ja, otroke moramo delati, pa jih samo naučiti. Ali pa zelo razpršeno, se ne vem, če je skupnost potem tako povezana, ko enkrat presežeš določeno številko. Ja, če si Ker veš, to smo se na začetku glih pogovarjali, ne? Pač meni se zdi, da včasih je bila to bolj kot nek taka, bolj je bila povezana skupnost, pa bolj so bile take cozy pa intimne konvencije. Vse kaj niš je cozy, intimno in malo. Vse to, zdaj pa ni več toliko niš. Se zaradi tega mi je bila ta konvencija Aroko toliko všeč. Ja, to se konstantno menimo. Ja, to se konstantno menimo.